Zgodovina brestaniških lovcev se je tako začela leta 1946, ko sta bili ustanovljeni lovska družina Blanca in lovska družina Reichenburg, ki sta se po nekaj letih združili. Takratni člani so bili v glavnem delavci, kmetje in je bilo zelo zanimivo to, da so že takrat začutili potrebo, da so uvideli, da bo treba z divjadjo po vojni dobro gospodariti. In mislim, da so to počeli zelo v redu. Društvo že nekaj let šteje okoli 55 članov. Ker je povprečna starost člana 55 let, veliko aktivnosti vlagajo v pomlajevanje svojih vrst. Lovci delamo na tem, da bi vzpodbudili mlade, da pridejo v lovske vrste, da začutijo ta utrip, ljubezen do narave in prirejamo lovske dneve za mlade. To se pravi, to postaja že kar zdaj v Sloveniji eno pravilo in tudi mi imamo v naši lovski družini letošnje leto v planu organizirati tabor mladih, kjer bomo, recimo, povabimo otroke iz osnovnih šol, tam starosti od 8. leta naprej in jim potem pač prikažemo utrip lovca, gojitelja narave, kinologa, varuha narave. Priljubljenost pa skušajo povečati tudi z razstavami divjadi, kakršno so pripravili tudi ob svojem praznovanju. Mi radi pripravljamo take razstave, predvsem zaradi otrok osnovnošolskih pa z vrtca, da pridejo, da se spoznavajo z divjadjo. In zdaj je tudi ta naš namen, da to omogočimo v ponedeljek, torek, da bojo prišli te osnovnošolski pa otroci iz vrtca in bojo si lahko to ogledali. Franc Lemenšek poudarja, da vloga današnjih lovcev še zdaleč ni zgolj plenjenje živali. Lov je strast, lov je ljubezen do narave, lov je ljubezen do kulture, skratka, lov je en konglomerat različnih ljubezni. Seveda je tudi tukaj en del je tudi plenjenja. Lovci smo pravzaprav vse bolj varuhi narave, bi rekel, bojevniki da bi ohranili še tiste kotičke narave, ki so še nekako naravni in narava, da bi jih ohranili. Z leti pa se spreminja tudi raznovrstnost populacije divjadi. Naša lovska družina je v začetku gospodarila predvsem z malo divjadjo, zajec, fazan, lisica. V konec 70. let pa beležimo močan porast srnjadi in tako se je povečal tudi škode na srnjadi, po srnjadi in močno povečal tudi odstrel srnjadi. Vse več je divjega prašiča, ne znamo si pa skupaj s slovensko strokovno javnostjo razlagati, zakaj je izginil fazan, ki smo ga imeli na našem področju zelo lepo zastopanega. Zaradi porasta divjadi pa beležijo več škodnih primerov, ki jih le-ta povzroči. Škode je sorazmerno precej, vendar moram povedati, da lovska družina Brestanca ni v sporu z nobenem, ki mu je škoda povzročena. Mi se trudimo, da te škode na en način posaniramo, da ljudem pomagamo tudi takrat, ko se ne čutimo neposredno odgovorne za to škodo. Problem je pa s škodo po divjadi, ki je zavarovana na državni ravni. Tukaj bo mogla pa država pač pošteno narediti, da bo povračala škodo po tistih živalih, ki jih je popolnoma zaščitila. Člani so vsa ta leta vestno beležili aktivnosti v lovski družini, tako so ob svojem jubileju izdali obširen zbornik, v katerem predstavljajo svojo zgodovino. V zborniku so predstavljeni vsi člani družine, predstavljeni so podatki o tem, kdaj je kdo upravil lovski izpit, kdaj je kdo naredil izpit za lovskega čuvaja. Potem imamo v zborniku upisano vso divjad, ki živi v našem lovišču. Potem imamo noter upisan naši člani, se v bistvu dosti aktivno vključujejo tudi v delo Zveze lovske družine in Lovske zveze Slovenije. Na koncu imamo tudi take zanimive zgodbe iz našega iz delovanja družine. Eno od teh zanimivosti pa je Zorko zaupal tudi nam. S kolegom Starešino smo se spravili nazaj pred 30 po več leti loviti šoje. Ampak smo rekli, bomo šoje poskušali loviti na limance,
To loviš tako, da nastaviš na en drevo gor palčke namazane z lepilom, ki je narejeno iz bele omele. Mi smo pa imela v spodje narejeno tako skrivališče in smo v tistem skrivališču uponašala glas sove. No in ko šoje, ko slišijo ta glas sove, priletijo na drevo in potem so se pač ujele na tisto lepilo in smo jih ujela. No in v tistem cajtu, ko smo midva lovila, bila smo oba z dolgim lasem zaraščena, je en gobar mimo šel in naj je vdaleč opazoval. Videl je tam od zunaj smo imela puške postavljene in mu je bilo to malo sumljivo. In so poklicali specialno enoto policije iz Celja in so oni obkolili ta hrib, kjer smo bila in so vse prečesali, kjer se skrivamo. Ob jubileju so zaslužnim članom podelili tudi priznanja lovske družine Brestanica.